Hiša, ki se nam nocoj predstavlja prva, je svoje mesto dobila v res dobri družbi. Z brezami in bori na dosegu roke ter s pogledom na julice in karavanke. Smo pred očarljivo leseno hišo v Lescah, s katero sta se lastnika želela najprej pokloniti naravi. Zasnovo je narekovala ta čudovita okolica, tako da hiša danes živi dobesedno v objemu z drevesi. V Lescah, tik nad Šobcem, v novem naselju samostojnih enodružinskih hiš, svojo preprostostjo izstopa lesena hiša zlita z okoliško naravo. Tudi skozi najmanjše okno se vidi kakšno drevo. Za hišo je travnik. Skozi krošnje brez in borovcev, nad hišicami za ptice in osjim gnezdom pa se odpre pogled na gore oziroma Triglav. Medtem, ko so lastniki zemljišč v bližini ob nakupu večinoma počistili teren, ki je bil nekoč poraščen z borovci in brezami, hiša v objemu brez spominja na rob gozda, kot je bil nekoč. Tako dom lastnikov, ljubiteljev narave, zaznamuje razvejana breza na južni strani, ki je skoraj v celoti ohranjena, tako da streha objema njeno deblo. Vsa drevesa na lokaciji so ohranjena. Veje, ki so zaradi gradnje objekta morali odstraniti, so nato uporabili za ograjo na balkonu in stopnišču. Gašper, tukaj imamo primer hiše, kjer je okolica zelo močno narekovala vse skupaj. Tale gaj, brez in borov, vse skupaj ste želeli ujeti tudi v poglede in v hišo samo. Ja, hiša se nahaja v novem naselju. Tale hiša konkretno je bila v bistvu ena prvih tukaj. In ko smo prvič prišli na lokacijo, je bilo tu pol metra snega. Tako da nismo točno sploh vedeli, kje je parcela. Ko smo pa prišli do te breze, smo si vsi rekli, joj, da bi bila vsaj tukaj. Pa potem takoj naslednja misel, glede na to, da je pač na parceli točno določeno, kje hiša mora stati, ne. Takoj naslednja misel je bila, joj, samo da ne bo tako, da bomo mogli podreti brezo. No, pa se je izšlo v bistvu na najboljši možen način, tako da je breza na parceli, hiša je lahko zraven, pa še objemata se. Povejte mi kaj o načrtovanju. Kako je bilo predvideti, da vsa ta drevesa ostanejo in da potem se hiša nekako ukomponira, da skozi luknje v hiši drevesa nemoteno rastejo naprej? Ja, v bistvu najprej je bil potreben res natančen geodetski posnetek, potem pa v bistvu se upoštevajo te stvari in veliko je bilo tudi sreče, da glih tako fajn stoji ta breza. Ampak tak primer, da želiš na vsak način ohraniti drevesa in da potem površine hiše prilagajaš drevesom oziroma celo vejam, je verjetno malo osupnilo kakšnega izvajalca, je kdo kaj negodoval? Na gradbišču smo bili skoraj vsak dan, ko se je gradilo. Ja, najprej bi pomislil, da bo veliko slabe volje, ampak v bistvu je bilo ravno obratno, smo se veliko nasmejali na ta račun. Lepa beseda, lepo mesto najde. Hiša na prvi pogled ne deluje ne vem kako pretenciozno, ne? Očitno njen prvi namen ni izstopati. Ne, tukaj je bil bolj namen se pokloniti naravi. Je že sama od sebe toliko lepa, da ne potrebujemo neke kričeče hiše. Ampak brez neke res želje po sonaravnem bivanju tukaj ne gre, ne? Ker da imaš toliko nekih preluknjenih strešin, površin, po drugi strani drevesa tudi malce nasmetijo, kar pomeni, da imamo primer zaljubljencev v naravo. Ja, naročnika sta imela v bistvu to eno in edino vodilo za mene, narava, narava, narava. Tako da, ko imaš tako močno temo, je pa zelo lahko naprej ustvarjati. To vodilo se pozna tudi pri veliko steklenih površinah, kjer ste želeli ohraniti stik za okolico na eno in na drugo stran, ne? Ja, v bistvu smo fejst gledali na to, da se iz vsakega najmanjšega okna vidi kako drevo, v ozadju so pa v bistvu gore na vse strani. Pritličje in mansarda, ki merita po 80 kvadratnih metrov, sta bila enostavno zamišljena, zato je bila izbira materialov, lesa in opeke logična, pove arhitekt. V središču hiše je opečni blok, ki se vzpenja skozi obe etaži in v vsakem prostoru v hiši ponudi tisto, kar potrebuje. V dnevni sobi v sebi skriva lončeno peč in ogrevano nišo, medtem ko ima knjižnica vgrajeno knjižno omaro, skozi katero se lahko dostopa v skrito shrambo. Z druge strani vodijo stopnice v mansardo. Ograja stopnic je narejena iz brezovih vej, ki so bile pred 4 leti med gradnjo hiše odstranjene.
Veliko platno na podestu skriva drugo shrambo in prav posebno zgodbo. Slika, na kateri se v ritmu črtic ponovi 6. Beethovenova simfonija, svojevrstna oda naravi, je arhitekt hiše pripravil kot darilo lastnikoma hiše, ki sta mu še kot študentu arhitekture zaupala in prepustila projektiranje hiše. Jaz sem začel načrtovati konec 3. letnika fakultete. Se moram še enkrat zahvaliti naročnikom, da sta bila tako pogumna, da sta mi zaupala. Najbrž si tudi sam ne bi zaupal še takrat. Šarmantna hiša s svojo nevsiljivo prikupnostjo stanovalcem nudi vse udobje sodobnega življenja. Lastnika, par v srednjih letih, sta pri notranjem oblikovanju sledila motu manj je več. Za vsakim kosom pohištva je skrbno premišljena odločitev. Edina spalnica v hiši, zelo minimalistična, saj je v njej le postelja, je umeščena v mansardi. Spalnica je očitno namenjena zgolj samo spanju. Ja, res je, elektrika je res na minimumu, se pravi samo ena luč. Želela sta tudi po celotni hiši čim manj elektrike. Kakšna pa je zgodba steklenih površin v spalnici? V spalnici so malo višja okna, se pravi, oziroma parapeti so malo višji, zato da se ne vidi noter, ona dva pa vseeno vidita gore ven. Je pa en okno tudi malo nižje, da se vidi bor, ki raste skozi nadstrešenco, takoj, ko vstopite v spalnico. Kakšen življenjski slog sicer živita lastnika? Narava, se pravi, tudi pri sami gradnji sta bila zelo, zelo vpletena. Vsak detajl, vsak material ju je zanimal, ali je to najbolj naravna varianta ali ne. Glede na to, da tudi veliko časa doma preživita, eden od naročnikov tudi dela od doma, jima je bilo seveda to zelo pomembno. Pisarno imata v pritličju z lepim pogledom na vrt. Pa tudi sicer je sama zasnova hiša zelo, zelo enostavna. V bistvu gre za neko prvinsko obliko bivanja, se pravi ogenj na sredini pa nek plašč za hrbtom, ki te ščiti. To je v bistvu vse. No in očitno tistale niša tam pri peči, ki je ves čas topla, ki je ves čas ogrevana, nekako kar sili človeka k temu, da postane dejansko zapečkar. Ja, kot sem že prej tudi omenil, velikokrat rečeta, da je najlepš doma.